Spoštovani obiskovalke, cenjeni obiskovalci, v imenu knjižnice Brežice vam izrekam dobrodošlico in vas pozdravljam na prvem jesenskem predavanju, ki ga pričenjamo v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja. Med nami pozdravljam humanista, popotnika in borca za človekove pravice Toma Križnarja. Spoznali bomo njegovo delo Nafta in voda, knjigo, ki je nastajala 30 let. Knjiga se začne z lobiranjem za preživetje poslednjih črnih indijancev v Nobskih gorah leta 2000 in se nadaljuje s pridobitvijo takratnega slovenskega predsednika dr. Janeza Drnovška in poročilom iz prve roke njegovega posebnega odposlanca za Darfur. Kako je v resnici potekala slovenska največja humanitarna in politična akcija Svet za Darfur, nam bo podrobneje predstavil sam avtor knjige. Za potrebe projekta vas prosim še za vpis v listo prisotnosti. Gospod Tomo, beseda vaša. Hvala. Kaj počne, resnico ali laži? Sam resnica boli. Osvobaja. Jaz se vam pa šel predstaviti to, kar sem doživel na svoji koži zadnjih 10 let. To, kar sem popisal v tej knjigi, se nadaljuje. Od julija 2011 je v Sudanu nova država. Iz starega Sudana sta nastale 2 države in tam vmes, ko se tareta te 2 države, pa 2 gospodarska interesa, pa gospodarski interesi super sil, umirajo ljudje. Na veliko. Zato, da imamo mi pocen benzin, zato, da imamo udobje, da si kurimo starovanja, da se vozimo z avtomobili, morajo tam domorodci pomreti. To, kar mi poskušamo, je čisto preprosto vzbuditi svetovno pozornost z miniaturnimi kamerami, ki jih danes dobite praktično že povsod na svetu za 10 do 50 evrov. Takele mehne kamerce, pa vidite, rešujejo v Sahelu življenje. Jaz to ne gledam že 20 let. Pred 20 leti pri Nubah sem bil priča, kako so jih izstrebljali zaradi vode, zaradi dobre zemlje in kasneje zaradi nafte. In v tem sem pisal knjige, sem naredil dokumentarne filme in sem lobiral z gospodarji planeta. In ponovadi so me tako rekli, kaj tebe to briga, ti uživaj, dej, ne brigaj se, se bomo itak propadli, vse naša civilizacija bo propadla. Tega pohlepa, ki se je začel porajati v stari Mezopotamiji, gradil fantastične spomenike, tudi v Egiptu, pa v Grčiji, pa po Rimskem imperiju, ni mogoče ustaviti. Človek, zahodni človek danes ne gradi samo babilonskih stolpov in letel na Luno in naredil atomsko bombo in zdaj je že toliko zahteven, da bo pojedil tudi cel planet. To ni več tempelj vesolja, to ni največji čudež vsega vesolja, to je zdaj koliko jabolk, ki ga bodo požrle uši in črni. Nobena ni upala toliko popisati, to kartografirati, recimo, nasilnost v nas, kot pa recimo naša civilizacija. Najbrž prav zaradi tega, ker smo bili najbolj agresiven v zgodovini vseh kultur pa družb na planetu. No, zato jaz verjamem, da bomo danes posebno misijo in da moramo med sabo sodelovati vsi, ki nam ni mar, ki nam je še malo, da nas ne bodo res naši gospodarji pripeljali v take stiske, ter v druge izbire, kot svetovna vojna. Na sliki nas vidite med tisto razdelitvijo leta 2009, ko sva s Klemnom prvič prinesla te kamere, o katerih seveda tudi pišem na dolgo in na široko v knjigi. To so tako mehne kamere, da jih ženske lahko skrijajo v svoje telesne odprtine in omogočajo, da jih njihovi tisti, ki jih preganjajo, ne najdejo. Hkrati pa tudi širijo paniko, ker se ne ve, kje so te kamere, kdo jih ima. In zaradi tega ne upajo početi rozodejstvo. S Klemnom sva v bistvu začela pri ženskah.
pri učiteljcah, pri tovarišicah v begunskih taboriščih, ki so najlažje razumele, da se lahko ščitijo žene, ki hodijo ven področje, ker Združeni narodi ne dobavljajo goriva, ampak samo hrano in bi treba kuhati. In tam 30.000 ljudi, kako bo preživeli, drugače, pa da gre ven iz taborišč pač področje, da te ženske lahko ščitijo in se lahko vrnejo nazaj v taborišče, ravno zato, ker zdaj se tam ve, da so kamere. Ženske imajo kamere. Ljudje so v Vnuckih gorah leta 1979 bili izredno sočutni do drugega, zelo prefinjen, zelo zdrav, zelo dobro so izgledali, zelo so negovali sorodstvene, plemenite, plemenske viziji, zelo jih so dali na žlahto in žlahto življenje. Takrat leta 1979, ko sem samo čutil, da to ne gre, ni čudno, da sem vzel bicikl, pa sem šel okrog sveta s kolesom. Jaz sem v bistvu čutil, da je vse narobe, da ta kultura bo prišla v velike ekološke, socialne, tudi gospodarske in vse splošne krize. No, in tako sem seveda s kolesom zašel tudi v Vnuckske gore. Leta 1998 sem se vrnil in med tistimi ljudmi, ki sem jih obiskal 20 let prej in tam občudoval, kako so živeli v prvinskem stiku z vsem okrog sebe, našo genocid. Iztrebljanje zaradi nafte, ki jo je ameriška firma Chevron odkrila 10 let prej, in zato, ker naenkrat zdaj naša zahodna civilizacija, pa tudi arabska, azijska, ne rab več sužnjev, ampak samo še olje za svoje mašine pod nogami teh nekdanjih sužnjev, jih pravzaprav, ker niso koristni za nič, niso pustili več živeti. Ti ljudje pa mogli zginiti, če se ne bi umešali. Na 10 prstov nas lahko preštejem prijateljev Lubov, ki smo lobirali z Zahodom, sploh po 11. septembru, ko je Amerika potrebovala karkoli proti Arabcem, in ker so slučajno zdaj Arabci počeli, ne Evropejci, je uspel, da smo te ljudi dejansko zaščitili z pomočjo 100 opazovalcev, ki so se naselili v Vnuckih gorah. Doma so bili v glavnem iz Avstralije, Nove Zelandije, Kanade, Amerike pa Evrope, in pazili, da ne bi Arabci prevzeli naftovoda, oziroma da ne bi zaradi naftovoda, ki so ga gradili Kitajci skozi te gore, ti ljudje izginili. 6.000 ljudi sem jaz pričal, da je bilo ubitih od 12. junija do 4. julija, dokler sem bil v teh gorah. Po tistem sem šel na ceremonijo razglasitve nove države Južni Sudan v Džubo in predsedniku Sudana, ki je bil tam zato, da je zložil zastavo in jo odnesel nazaj v Khartoum in dovolil, da je nastala nova država, Južni Sudan, izročil demonstrativno 6 fotografij. Večina evropskih, ameriških politikov recimo prav, da ni pomoči, da smo v krču, mi smo zdaj v krču. Človek da se zgublja, ja, posod zmanjkujejo mašine, ja, ampak noben ne ve, kaj narediti. Vedno bolj smo občutljivi, če boš občutljiv, bo še bolj trpel. Se pravi, raj uživaj hedonizem in bodite individualisti, ne misliti na to, da je še kaj naprej. No, take so moje izkušnje. Zato sem to knjigo napisal tako kritično, kot sem jo, ampak hkrati sam, jaz, ko prihajam z teh vojnih frontov, nisem pesimist. Jaz tam naletevam na ljudi, ki se borijo, in to besedo, z orožjem v rokah. Uporniki v Darfuru, v Vnuckih gorah, v Plavnem, v Abijeju, so se uprli. Tvegajo, mogoče bodo pomrli, ogromno je že pomrli. Ampak ne gledajo, ne čakajo šusa, kot recimo skupina pred četo, ki bo ustrelila. Jaz imam zato optimizem, ker vidim, da človek tudi miga, ni samo apatičen, se ne oddaja samo
preprostim užitkam. Se upre, ker je enkrat zadosti hladno, se bomo uprli. Če bodo tukaj začeli bombe padati, bomo mi poskočili. Jaz mislim, da elite namerno proizvajajo take medijske programe, da smo umamljeni oziroma začarani ali pa hipnotizirani. Da se ne ukvarjamo z drugim, da mislimo, da je že prepozno, da se drug z drugim ukvarjamo. Da ne govorim, kako je tragično, kako se meni zdi tragično, da z otroci tako počnemo, da jih pripravljamo samo za službe potrošniških centrov. Pa se to je katastrofa. Veliki sistemi, ne. Vi, ja, civilna družba, vi, civilna iniciativa, vi nas podpirate, no? Vi nam dajete prispevke. Vse, kar mi zberemo, recimo takole na takih srečanjih, mi pretopimo v kamere, pa v vrtanje naprave. To bi jaz mislim, Boga cela Evropa reši. Mi smo sposobni vsega, tudi vsega najboljšega. To smo tistih 7 let na kolezi bil. Zato, recimo, imam dolžnost tole govoriti zdaj, prej kot pa, recimo, birokrati in politiki, ki nimajo takih dobrih izkušenj. In resnično res verjamejo, da je poden, človek je, kot bi rekel že Freud, šit, same strasti, nizke strasti. Svet furajo nezavedne nizke strasti. Jaz ne mislim tako. Jaz sem videl, kam lahko pripelje hrpenenje, da smo po dobrem. Zdaj, da sem dol videl te borce tam, ki razčuvajo svoje ženske potroke. Koliko je tam solidarnost? Če ne bi to solidarnost, bi že davne Arabce dobili. Če ne bi ti ljudje živeli po plemenskih, plemenitih postavah, bi razmagal v svetu. Če ne bi živeli po žlahtnih pravilih, ne v konec. Znoreli se bojim, bojo znorevali. Jaz se bojim, da že znorevajo. Ker ne bo več za vse. Ampak človek je tudi razumno bitje in se je sposoben odpovedati. In je sposoben reči ne. Kot je bil v Jasnicah, za Božič, takrat imamo tam jezduščka, pa Marijo, pa tiste ovčke, pa hišice. No, tako je v Skrborah, po Darfurju. Ljudje v sožitju z naravo, evo, ne smejo živeti, ker so tam surovine, ki jih rabi zdaj cel svet. In super si, da se ne zmenijo, ampak oni pač nekako so pač vsota vseh pohlepov in večji, kaj super si ne bolj pohlepov. To je tragično, to je že bilo še preko. Zato je predlagal, da bi Slovenija imela neko vlogo, da Slovenija lažje lahko povedala po pravic. Da ima tudi mejna država, recimo, in vlogo lahko pri reševanju velikih globalnih problemov.